Evo takole. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot članica Argos skupine, majčkeno se mi tele slajdi dajmo lepo na začetek, tako kot smo. Evo takole. En lep dober dan. Kot članica Argosa se z veseljem priključujem tudi letos temu krasnemu simpoziju, ki nam, ja, tudi nam, ekonomistom in pa nam, tistim, ki smo v vlogi turističnih vodnikov, odstira čisto ene nove stvari. In jaz kot ekonomist nekako vseeno želim pa svoje znanje, ki sem ga pridobila, uporabiti v vsakdaniku. Celje je mesto, ki, verjamem, ima zelo velik turistični potencial, sploh kar se kulturnega turizma tiče, in snovanje takšnih drobnih produktov, a ne, ki zaživijo, ki so nekaj novega, je meni vedno znova izziv. Kako si pa lahko pri tem z ekonomijo pomagamo oziroma kako nam pa pomaga, bom pa danes v tem svojem prispevku. Vmes je nekaj fotografij, nekaj podob tega zadnjega vodenja. Danes smo že spoznali Ingo, a ne, violinistko, ki tudi živi in ustvarja v Celju oziroma okolici. In ta SWOT analiza, ki je pravzaprav čisto ekonomska analiza, nam kaže, kako enostavno lahko, a ne, potem takšno recimo sodelovanje preraste tudi v nekaj večjega. Kdo smo turistični vodniki, zdaj že dobro vemo, da nam včasih zmanjka nekaj ekonomskega znanja, tudi se vsak dan soočamo s tem, zato tudi to moje prizadevanje in delovanje v Argosu in pa konec koncev nekje, a ne, vedno je potrebno začeti. In SWOT analiza, ki se sliši tako zelo učeno, je čisto ena zelo dosti preprosta matrika, ki je na tejle spodnji fotografiji tudi prikazana in jo pravzaprav pri vsakem delu lahko uporabljamo. Gre za eno izmed najbolj pogostih in pa tudi najbolj uporabnih metod v poslovanju vsakega, bodisi podjetja, bodisi neke lokalne skupnosti, in pa če govorimo o turističnem vodniku, ki smo največkrat samostojni podjetniki oziroma neki samostojni tudi kulturni delavci, da enostavno na papir nekako pogledamo najprej vase, v svoje okolje, v katerem delujemo, in pogledamo okrog sebe ter potem dobro razmislimo in na papir spravimo, se pravi SWOT kot angleške kratice, a ne, za prednosti oziroma pomanjkljivosti, ko govorimo o nas samih, ter priložnosti in nevarnosti, ko govorimo o našem okolju, v katerem delujemo. Mogoče čisto za en občutek, kako sama pri sebi uporabljam to analizo, kako sem jo in verjetno oziroma zagotovo jo še bom, ter ki jo priporočam za uporabo tudi marsikomu. Torej kot prednosti in pa slabosti vedno izhajamo iz sebe, iz svojega podjetja oziroma, če govorimo o svojem delovanju kot turistični vodniki, govorimo, da moramo poznati samega sebe. Kako delujemo, kakšno kvaliteto oziroma kakšno je naše delovanje, ali smo že prepoznani, ali imamo neki določen krog odjemalcev, na drugi strani pa, kje smo, ali smo v nekem lokalnem okolju, ali imamo dovolj sredstev, da se lotimo nečesa novega. Skratka, podrobno moramo poznati samega sebe. A to ni dovolj, kajti vedno delujemo v nekem okolju. Prej smo slišali, da so vedno pred nami, in tako vodniki moramo delovati, naši obiskovalci. Tisti, a ne, ki jih bomo vodili po svojih lokalni destinaciji, tisti, ki jim želimo, a ne, predstaviti neko preteklo zgodovino, neko določeno temo. Tako da je to zelo, zelo pomembno.
poznati, pa ne poznati samo okolje, ampak tudi vse ostale subjekte oziroma vse, ki v tem okolju delujejo. Pri tem, torej, če tako na hitro, pogledamo, torej notranji dejavniki in pa zunanji dejavniki. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da na svoje notranje dejavnike lahko vedno sami vplivamo in jih spreminjamo. Tudi na določene zunanje, seveda na dolgi rok, mogoče na ta prvi kratek rok, pa na dejavnike znotraj svojega okolja, lahko okolje spreminjamo. V tem primeru nanje seveda lahko vplivamo. Ampak zopet izhajamo iz sebe, medtem ko drugače pa jaz, če izhajam iz Celja, pač delujem v tem lokalnem okolju, na določene dejavnike pa sama vpliva nimam. Meni je recimo pri pripravi nekih določenih produktov pomagala tudi SWOT analiza, ki so jo v letošnjem letu v lokalni skupnosti v Celju naredili, zato sem jo tule tudi zraven predstavila, vendar ta kaže na pač nekoliko drugačen pogled, kot ga, če delam SWOT analizo sama, vidim oziroma če je analiza mojega delovanja v lokalnem okolju. So pa res, da priložnosti in nevarnosti pa tiste, ki iz tega istega okolja izhajajo in so torej lahko zelo dobra podlaga za moje kasnejše odločitve. Želela sem v tej svoji predstavitvi poudariti, danes smo že kar nekaj stvari slišali, v vlogi turističnega vodnika. Vodniki smo, ne samo, da se s temi zelo občutljivimi temami srečujemo, tudi tisti, ki, v to sem tudi prepričana, moramo sodelovati. Sami po sebi težko dosegamo rezultate, sodelovanje z okoljem je pa tisto, ki nam lahko prinese zelo dobre rezultate. In v naslednjih nekaj predstavitvah bi rada predstavila produkt, ki sva ga z Ingo. Inga je potem, ko je videla, da se v Argosu ukvarjamo z Ado Škerl, da delujem v Celju kot lokalna turistična vodnica, ki odkrivam različne teme, sama pristopila in tako se je začelo to skupno sodelovanje. Tema te letošnjega vodenega ogleda po Celju je bilo glasbeno Celje. Torej, osnovna nekako njena ideja je bila predstaviti to glasbeno zgodovino v Celju, predstaviti nekatera imena, ki jih, kar je čisto, res, sama kot lokalna vodnica v nekem klasičnem turističnem vodenem ogledu ti enostavno ali zmanjka časa ali pa niti toliko jih nekako ne izpostavljaš. In nastalo je torej to 1:20 minut, 1:30 dolgo vodeno glasbeno potovanje, ki smo ga letos v mesecu septembru ob Mednarodnem dnevu turizma, tudi ob podpori lokalne turistične organizacije, torej Visit Celje, Zavod Celeja Celje, izvedli. Mogoče samo, danes smo že slišali, ampak toliko, da si lažje predstavljamo, kako to poteka. Potem, ko smo nekako določili temo, smo najprej seveda z Ingo določile samo pot po mestu, torej stojne točke, kot jih imenujemo. Ideja v osnovi je bila torej moja vodena zgodba, na kratko, s tistimi glavnimi nekako zanimivostmi, znamenitostmi, za katere običajno ni časa, pa so vezani na to temo, potem pa pot po mestu, ter zgodbi dodati glasbo, v čemer je Inga mojstrica, sama je k sodelovanju potem povabila še izvrstnega harmonikaša, tako da je tudi on dodal svoj del, in ko smo oglaševali, ko smo ta voden sprehod, tematski voden sprehod dali v javnost, je bil odziv res velik. No, potem se je v nedeljo
nekaj dni po Mednarodnem dnevu turizma ta voden sprehod tudi zgodil. In recimo tale fotografija zelo veliko pove, a ne, najprej ta prvi občutek sploh ni, da je to voden sprehod, ja, po torej mojem zaključku v Celjskem mestnem parku, kjer je nekdaj bil glasbeni paviljon, pogledali smo si ga, ne, na eni stari razglednici, ko je Inga in njen gost, Miha Plevčak, s harmoniko, zaigral, sem goste povabila, da zaplešejo Dunajski valček. Tako da je nastal en, res, prijeten produkt. Mogoče, če se še malo ozremo nazaj na SWOT analizo, ki je v bistvu ta rdeča nit. SWOT analiza nam res, ko na papirju pregledamo stvari, a ne, in ko vidimo, je pomembno, da poznamo to okolje oziroma mogoče, prepoznamo nekatere elemente, ki jih pa prej nismo videli. Prav tako to dobro poznavanje samega sebe, kje smo dobri, kaj so naše dobre, močne strani. Nenazadnje spet so tukaj pred nami obiskovalci, katere teme so njim zanimive, in pa še enkrat povezovanje, torej kako lahko v lokalnem okolju več, posameznikov, a ne, splete neke zanimive zgodbe. Ni bil to samo, eden primer, v lanskem, letu smo ob, Mednarodnem dnevu turističnih vodnikov z tudi našim članom, z Lovrom Rizmalom iz Žalca, ki je imel, odlično temo Pesniki in pisatelji Celja, tudi že izvedli en tak tematski, sprehod po Celju, takrat, v teh pretočnih, torej preko Zooma in pa v živo z nekaj obiskovalci, in kdor ima željo, si lahko ta njegov sprehod še vedno na našem Youtube kanalu pogleda. Vrnem se še malo k melodijam Celja, k temu zadnjemu turističnemu produktu, a ne, torej tematskemu vodenju, ki ga zdaj ponujamo torej za zaključene skupine. Zagotovo ga bomo ob kakšni drugi priliki še tudi, ponudili obiskovalcem, spet z nekaj utrinki, kako vse skupaj izgleda, a ne, recimo prva fotografija, postanek pri, doprsnem kipu Alfreda Nobela in pa Dinamit Polka, ne, ki je odmevala potem po ulicah, ta središčni del. Skratka, na koncu smo se takole ob fontani, glasbenega paviljona žal ni več, postavili še pred, fotografski aparat in pa pred vse naše obiskovalce, ki so prišli. Skratka, to, poznavanje samega sebe in pa poznavanje okolja je res zelo pomembno in z eno čisto enostavno analizo, kaj več kot list ali dva papirja, nekaj časa, in pa svinčnik ne potrebuješ, da si to shemo, to matriko sam pri sebi izdelaš, in verjamem in prepričana sem, da, lahko nastane, tako tudi krasen, turistični produkt. Takole, s tem bi jaz, svojo predstavitev zaključila. Če ima kdo še kakšna vprašanja, verjamem, da se je podobno, svoje predstavitve, a ne, ki bo v nadaljevanju, ko bo Mateja prevzela, bo več povedala o tem, kajti pred vami zdaj po teh naših predstavitvah je vodenje, ki ga je naš kolega Janez pripravil.